Pozdravljeni v avtomobilnosti. Teden mobilnosti je ena najpomembnejših in hkrati tudi najbolj odmevna akcija Evropske komisije za spodbujanje oblik bolj trajnostne mobilnosti. No, in mi smo z ekipo v tednu mobilnosti se pridružili akciji Zavarovalnice Triglav Križišče mikromobilnosti, kjer sistemsko opozarjajo na to, da so sicer mesta in ulice načeloma kar podobne, kot so bile še nekaj časa nazaj, ampak da so pa naši načini premikanja oziroma mikromobilnosti postali veliko bolj hitri in intenzivni. In tudi hitrost naše vožnje in intenzivnost se je povečala. In tako pridemo do bistva. Če smo za 90% prometnih nesreč krivi ljudje sami, potem je najbolje vlagati v nas. In tu pridemo do posebnosti križišča mikromobilnosti, ki ni zgolj preventivna akcija, ampak je hkrati tudi poligon za preizkušanje novih idej in metod, kako čim bolj učinkovito spremeniti naše vedenje. Najprej opazujemo tiste voznike e-skirojev in e-koles, ki prepozno ali sploh ne opazijo, da se jim približuje nevarnost. V 80% je ta oseba mlajša od 16 let. To nam pove, da se občutek opazovanja, predvidevanja pri mladih šele razvija in so v tem smislu ranljiva skupina. Po naših opažanjih se pa odlično že razvijajo v skupino od 26 do 35 let. Potem je tu pogled skozi sodobno tehnologijo. V Sloveniji imamo prvi simulator e-skiroja v tem delu Evrope, ki ne samo, da omogoča izkušnjo, ampak podatke tudi zbira, anonimizira in analizira na podlagi demografskih značilnosti. Tako vemo, da 70% vseh voznikov, tudi ko nevarnost opazijo, neustrezno reagirajo. Se pravi, ne zavirajo dovolj, ne zavirajo na pravilen način. To nam pokaže, da ni dovolj, da nesrečo samo opazimo oziroma nevarnost, ampak tudi reagiramo na pravi način. Pri tem pa mladi so v prednosti. Na simulatorju, ko pričakujejo, da se bo nekaj zgodilo, jim njihove fizične lastnosti omogočajo, da odreagirajo izjemno hitro in izjemno močno. Več kot sobivamo, več kot vozimo skupaj, bolje nam gre. Ko v križišču mikromobilnosti opazujemo dinamiko skupine, vidimo, da je s časom vedno manj tistih udeležencev, ki delajo samo v lastno korist, ki razmišljajo samo o tem, kako bojo najhitreje prišli od točke A do B, ampak gledajo tudi na druge. In še en namig, najhitreje pa to lekcijo osvojijo prav otroci. Najpogosteje naseljeno mestno naselje v Sloveniji je z več kot 5400 prebivalci na kvadratni kilometer Piran, ki je tam za vogalom. Piran je v prometnem smislu zgodba zase, kar lahko vidite tudi v povsem svežem filmu hollywoodske produkcije, filmu The Union. V filmu nastopa tudi kar nekaj avtomobilov s koprsko registracijo. Porsche 911, Ford Focus, Mercedes E, BMW serije 5, pa Vespa in, ker je produkcija ameriška, seveda tudi Zastava 101. Pa še namig pred ogledom filma. Med vožnjo po Piranu in Kortah Mark Wahlberg in Bondovo dekle Halle Berry ne upoštevata prometne signalizacije. Da to ni preveč pametno, pokažejo tudi podatki zbrani v projektu COPS, ki za razliko od običajnih opozorilnih tabel, ki opozarjajo ves čas in se vozniki nanje zato hitro navadimo, se te vklopijo šele v primeru nevarnosti. Inteligentna signalizacija uporablja kamere in senzorje, da spremlja dogajanje v prometu in v realnem času opozori voznika na nevarnost, ki se mu približuje. Spremljamo 70 sistemov COPS po Sloveniji. Kaj ugotavljamo? Če je voznik visoko motiviran, da upošteva opozorilo sistema, lahko preprečimo do 80% prometnih nesreč. Kdaj pa je visoko motiviran? Takrat predvsem, ko ga nekako skrbi zase. Se pravi, če se približujem nevarnemu, nepreglednemu cestnemu odseku in me sistem opozori, da se mi približuje vozilo, ki ga še ne vidim, potem je zelo velika verjetnost, da se bom na njega odzvala. Malo drugače, malo bolj trd oreh pa so cone 30. Po vseh analizah, ki smo jih naredili z zemljevidom Drive, so to cone, kjer najtežje sledimo omejitvam hitrosti. Namreč, to so cone, kjer
nekako voznik ne pazi toliko nase, ampak predvsem na druge, na ranljive udeležence v prometu, otroke, kolesarje. In je torej to, da upoštevamo omejitev hitrosti, altruistično dejanje. V tistih situacijah pa prikazovalniki hitrosti, ki nas pozivajo, da umirimo svojo vožnjo, delujejo na 5 do 7% voznikov. Če pa potem voznike nagovorimo še malo bolj personalizirano, malo bolj osebno, pa k temu dodamo še približno 2 ali 3%. Pri spreminjanju naših prometnih mobilnostnih navad prihaja do dveh zelo zanimivih ugotovitev. Prva je, da je razkorak pri uporabi sodobnih mobilnih naprav med starimi in mladimi manjša, kot smo mislili. Lep primer je uvedba QR kode v mestni občini Kranj za javni potniški promet. Novost so pograbili tako mladi kot upokojenci. Tudi ti uporabljajo pametne telefone in to na pameten način. Druga ugotovitev pa je, da je za spremembe vedenja v prometu še vedno zelo pomembna lastna izkušnja. Lahko tudi iz simulatorja. Vsi, ki smo se kot vozniki na cesto podali s simulatorjem staranja, se pravi, so nas umetno postarali, smo gotovo razvili novo empatijo do starejših voznikov. Vidiš kolesarko? Ne. In recimo zdaj je bil problem, ker sem imel tudi v tem ogledalu avto. In sem gledal tega in sem mogel sam pogledati, tam že nisem videl nič več. In vsi, ki smo se v križišču mikromobilnosti vsaj za trenutek usedli v invalidski voziček in na tak način premagovali mestne ovire, smo gotovo postali ambasadorji udobnega in dostopnega javnega prostora za vse. Invalidski voziček ima tudi v križišču mikromobilnosti zelo pomembno nalogo. Ugotavljamo, da se za preizkus vožnje z invalidskim vozičkom skozi točko srečevanja z drugimi udeleženci najtežje odločijo starejši, medtem ko imajo mladostniki in otroci najmanj pomislekov in strahov. Zanimivo je tudi, da nekateri starši zelo spodbujajo svoje otroke, da sedejo v invalidski voziček in preizkusijo vožnjo. Spet drugi pa jim zelo odsvetujejo. No, dva vidika oziroma dve izkušnji sta precej močni. Se pravi, ko sedeš v invalidski voziček, kar naenkrat isti svet vidiš z povsem druge višine. Opaziš pa tudi, da svet okoli tebe nate gleda povsem drugače. Ja, jaz v bistvu v mojem ročnem kolesi ležim, ne noter, imam iztegnjene noge, sem nizko nad cesto in so rekli, da lahko tebi spavati v bicikli, tako bi mogel ja, ne. Jaz takim ljudem ne zamerim, ker verjetno ne vejo, zakaj pohanjam tako kolo, ne. Redko srečaš tako kolo sploh v prometu, pa potem jaz se nasmejem in povem, ja, sej na drugačen način jaz ne morem pohanjati kolesa, ne. Potem pa levo malo debelo, rečem, jaz sem invalid, tukaj dol jaz telesa ne čutim in potem jim je že žal za tiste prve besede, ne, ampak jaz takim ljudem ne zamerim, se nasmejim.